Maja čaka. Ja. A imamo papir pripravljen? Ja. Potem pa kar začniva. Takole. Veliko dela je bilo, da smo to postavili. Ampak je šlo. Papir. Krasno. No, takole. Pa da vidimo. Krasen odtis. Jaz mislim, da bo naročnik zelo zadovoljen. Bo. Kar obesi ga, da se posuši. Takole. Tako in kar nadaljujeva, kar obesi. Primož Trubar je v svojem prvem delu katekizma dodal pesmi v notnem zapisu. 16 let kasneje je izdal prvo slovensko pesmarico. Eni psalmi. V petju je zapisal: Moji ljubi Kranjci in Sloveniji, pujte le te pesmi iz srca. Premislite, kaj vsaka beseda, na kar ta viža ali štima, v sebi drži.
pred natanko 450 leti Primož Trubar slovenski predgovor v svoj prevod Evangelija po Mateju, ki je prvi natisnjeni slovenski prevod svetopisemskega besedila, začenja z besedami. Tej pravi cerkvi Božji, tega slovenskega jezika milost in mir od Boga Očeta skozi Jezusa Kristusa, našega ohranjenika, prosimo. Ljubeznivi bratje, kadar ta duh Božji, kateri notri v vas prebiva, eno tako dobro lakoto in žejo tega svetega evangelija, našega Gospoda Jezusa Kristusa pri vas storil, da ste vi nas prosili, potehmal ta vekši del ljudi v naši deželi, ki ga jezika ne zna, sam uč ta slovenski, da mi te svete evangelije in listove tudi v ta slovenski jezik izpišemo. Katero vašo sveto prošnjo smo mi radi ter z veselom zaslišali. In da vi vidite, da smo s celim srcem, so vsem tem, kar od Boga imamo, prenaredni vam služiti, vam tukaj pošljemo ta evangelijon svetega Matevža v ta naš jezik preobrnenega. Kadar ta slovenski jezik se povsod glih in v eni viži ne bi, drugače govori z dosti besedami Kranjci, drugače Korošci, drugače Štajeri in v Dolenci ter Bezjaki, drugače Krašovci in v Istrani. Ob tu smo mu le tu naše delu ta kranjski jezik hoteli postaviti za dosti reči volo. Največ pak, kjer se nam zdi, da teh drugih dežel ljudi tudi mnogo zastopiti. In mi ne smo v letimu našemu obračanju, v tolmačevanju lepih, gladkih, visokih, kunštnih, novih, ali neznanih besed iskali, temveč tegmanske, kranjske, preproste besede, katere vsaki dobri preprosti Slovenec lahko more zastopiti. Primož Trubar v nemškem predgovoru k natisu prvega dela Novega testamenta leta 1557 piše: Vsem pobožnim kristjanom, ki prebivajo v deželi Kranjski, spodnje Štajerski, Koroški, na Krasu, v Istri in slovenski Marki, naj bodo katerega koli stanu, želim najprej milost, mir in vse dobro od Boga Očeta po Jezusu Kristusu, našem Gospodu in odrešeniku. Ljubi krščanski gospodje in bratje, Bog ve, da sem že v tistem času, ko sem še pri vas pridigal v slovenskem jeziku, iz latinskih in nemških knjig, često vzdihnil in vzkliknil k Bogu, naj se zaradi posvečenja svojega imena in razširitve svojega kraljestva milostno ozre tudi na naš ubogi, preprosti, dobrosrčni narod, naj mu prizanese in ga obdari z veliko milostjo in darom, da bi se tudi njegov jezik pisal in bral, kakor jezik drugih narodov. Mnogo je lepih dežel se povsod, a najlepša je dežela Kranja. Je raste vse polno pesmic in zgodb, odgovorov na vsa vprašanja. V knjigah živijo vsa čuda sveta, zaklenjena s 1000 pečati. Vanje ne vstopi, kdor črk ne pozna, le nuh, ki ne da se mu brati. In zato mi brihtne bučke beremo od A do Ž, in od branja svetle lučke, kakor sonca v nas gori. In zato mi brihtne bučke
potuješ na konec sveta, v hišico kjanku in metki, ali pa kukaš čez 7 gora, kjer živi pravlični detki. In zato mi brihne bučke, beremo od A do Ž, in od branja svetle lučke, kakor sonca v nas gori. Ako bomo oči mami, vsako stavbo knjigo ljub, in ko čist spomin med nami, cici klub od cici klub. In zato mi brihne bučke, beremo od A do Ž, in od branja svetle lučke, kakor sonca v nas gori. In od branja svetle lučke, kakor sonca v nas gori. No, zdaj pa narediva še zadnji odtis, potem pa začneva pripogibati, da te naučim, kako ta stvar zgleda, da bova še pravočasno knjigo zaključila. No, kar daj mi prosim prvi list. Tako. Tole pregrneva takole, glej, da bo na pravi strani. Potem tole pretrgava, da bo lep rob. Bo šlo. Bo. Tole poravnava in seveda poravnava še z te strani. Takole. Vidiš, takole sva zdaj to zgibala. Zdaj mi pa prosim, da še, da pokažem še šivanje. Tako. A vidiš, kaj piše tukaj gor? Abecedari. Ja. Takole. Lepo to zadaneva, vzameva iglo in potem z tega konca začneva zbadati, tako da to gre skozi in da se ta knjiga potem ne razpade. Takole, vidiš. Vidiš, kako gre? Aha, Bo šlo? bo šlo. No, lepo. Potem pa tole kar nadaljuj. Jaz moram pa še na drugi strani te stvari urediti. Tako. Jurij Dalmatin v nemškem posvetilu na začetku Biblije piše: In če bi mi Slovenci le hoteli tudi povsod hvaležno pripoznati, bi videli, da se je dobri usmiljeni Bog tudi nas v teh deželah spomnil v našem navadnem materinem jeziku s posebno nepričakovano milostjo pred drugimi narodi, naklonivši nam isti dar in razodetje svoje besede, kakor z početka Hebrejcem, nato Grkom in Latincem, naposled tudi Nemcem in drugim narodom.
Kakor je namreč bilo z nemškim jezikom še v časih Karla Velikega in tudi kasneje, da ga niso mogli prav pisati, ampak so morali vse pogodbe in pisma sestavljati v latinskem jeziku, tako se tudi slovenski jezik, kakor je običajen v teh deželah, niti ni pisal, niti spravljal na papir, a to ne morda pred 100 in več, ampak še pred kakšnimi 30 leti. Mnogi ljudje so tudi menili, da se ta jezik zaradi svoje posebne izgovorjave nekaterih besed ne bi dal prav spraviti v pero in tiskati z latinskimi črkami. Še manj pa, da bi se v njem mogla prevesti vsa Biblija. Bog pa nanj je v tej deželi iz posebne dobrote in milosti pokazal s častitim in v Bogu učenim gospodom Primožem Trubarjem, rojenim Slovencem in izvoljenim orodjem, da se da tudi ta jezik z latinskimi črkami primerno in prav tako dobro pisati kot drugi. Adam Bohorič v predgovoru v svojo latinsko napisano slovnico slovenskega jezika, objavljeno leta 1584, polaga na srce bodočim deželnim gospodom. K vam, plemeniti mladeniči, to je k svetlih veljakov Štajerske, Koroške, Kranjske ter vsega viteškega stanu sinovom, se obračam, vam pravim in vašim ljudem posvečam to svoje delce. Darilce vam namreč ne bo v nečast. Zakaj novo je in koristno bo za pojasnjevanje slovenskega jezika. Ker zlato pismo sinovom volivnih knezov nalaga dolžnost, da se učijo slovanskega jezika. Se zavedajte tudi vi, da vam bo posebno čast, če ga boste pospeševali, svojim ljudem pa, ki jim po dednem nasledstvu menite postati zvesti pastirji, boste s tem dajali spodbudo, da si bodo poslej prizadevali, kolikor mogoče umikano in pravilno pisati. Da bodo slovanske spise same brali in da ne bodo opuščali priložnosti, ki se jim po božji naredbi v slovenskem že na svetlodanem svetem pismu ponuja. Pa da se bodo tudi vaši preprosti ljudje v kratkem času naučili slovenskih slovničnih prvin in kmalu v tem toliko napredovali, da bodo sveto pismo v svojem jeziku veliko hitreje brali in razumeli.
Veselo glasbeno slavje je naslov instrumentalne zbirke plesov, ki jo je v času renesanse v Ljubljani skladatelj Izak Poš posvetil koroškim deželnim stanovom. V uvodu za izvajalce je skladatelj zapisal, da so plesi primerni za izvajanje med obedom in ples po njem. Vsakemu plesu je dodal tudi ustrezni pop-ples. Pop-plesi so bili za izvajanje zahtevni in so jih znali zaplesati le najboljši plesalci.